Želel sem iz Berlina, me veseli, da vas je toliko. Nisem sicer zdaj točno še pogledal, koliko je na splošno udeležencev. Upam, da boste ostali tudi v drugem segmentu. Mi smo se nekako zamislili, tako kot je že rekla Zala, da naredimo prvi segment mogoče celo malo bolj akademski, da gremo v osnove design thinkinga, da razjasnimo, kaj je design thinking, kdaj se uporablja ta metoda, kdaj se uporablja design sprint, kaj drugega. In potem v drugem segmentu, po polurni pavzi, gremo pa malo bolj v območje podjetništva, kako kreativne poklice oziroma to, kar kreativci načeloma nosimo s seboj, lahko tudi primerno uporabimo v okoljih, ki so mogoče malenkost bolj rigidna, mogoče niso ravno zaslovela po tem, da bi bila kreativna ali pa kreativnemu mišljenju namenjena in kaj lahko pravzaprav kot kreativci lahko vnesemo in kaj je tisto, kar seveda lahko tudi provede do določenega sodelovanja med kreativnimi poklici in pa poklici, ki so mogoče na drugi strani ali pa celo z drugo možgansko polovico uporabljeni. Torej v prvem delu nekaj malega seveda o meni. Moj background je v oblikovanju. Končal sem Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in pa v Esnu. Kasneje sem se izpopolnjeval tudi na Hasso-Plattner Institute School of Design Thinking, podružnici Stanforda v Potsdamu, in pa na japonskem University of Tokyo Social Innovation, kjer smo v bistvu iskali nekaj nove scenarije za revitalizacijo območij na območju Fukušime. Potem sem se vrnil v Nemčijo, tam sem soustanovil eno manjšo butično agencijo Kill Your Darling, kjer smo sodelovali z malimi, pa tudi relativno velikimi podjetji na področju design thinkinga. Kasneje sem se malo naveličal potem delati samo workshope in hoditi od enega podjetja do drugega. Tako sem pristal pri Fizmanu, o čemer bo danes tudi večinoma tekla beseda vsaj v drugem delu, kjer sem še vedno odgovoren za design thinking, za celotno organizacijo. Vodil sem tudi user lab, kvalitativni oddelek, danes konec vsemu rečemo lab, za uporabniške, predvsem končnega uporabnika analize. Zdaj pa sem vodja oddelka za kulturne strategije oziroma strategy design pri Machine Realmu, hčerinskem podjetju Fizmana. Ob tem sem tudi coach na business tracku Hasso-Plattner Instituta School of Design Thinking, predvsem kar se tiče leadershipa oziroma vodstvenih kompetenc. Sem gostujoči profesor na Anhalt University of Applied Sciences, bivšem Bauhaus campusu, in pa sodelujem tudi skupaj z ULO v Londonu, predvsem kar se tiče kulturnih transformacij v podjetjih. Zdaj, ena stvar, ki je mogoče zelo vizualna, ker lahko zelo hitro pravzaprav vidimo, kadar pogooglamo design thinking in podobne stvari, da so na vseh fotografijah ljudje blazno srečni in ogromno nekih post-itov, izgleda kot nek otroški vrtec. In to je mogoče prvi mit, ki bi ga mogoče želel danes malo razbiti. Gre pravzaprav za mogoče malenkost napačno vrednotenje ali pa razumevanje, kaj design thinking sploh je. Danes je to postal en trend, ki se ga zelo s pridom uporablja, ki pa je mogoče tudi malenkost šel iz svoje prvotne naloge, prvotne misije, da pripelje uporabnika v proces načrtovanja produktov in storitev, in postal mogoče malenkost bolj sodobna oblika team buildinga, kot pa recimo je bilo to včasih, ne vem,
paintball ali kaj podobnega. In raven o tem bomo danes govorili, se pravi, kako pač ta inovacijski cirkus oziroma inovacijski teater postaviti na stran in se mogoče res poglobiti malenkost v metodo, ker pač ne rabimo vedno uporabljati vseh post-itov, sticky notov, vseh materialov, ki jih uporabljamo pri prototipiranju, ampak mogoče sploh v času, ko stvari migrirajo na internet, ko delamo veliko več z softverjem, iti bolj v celotno metodologijo in mogoče od tam kaj odnesti. Zdaj, ko pogledamo, kje pravzaprav design thinking oziroma inovacijsko mišljenje sploh leži, bi lahko rekel, da je nekje v presečišču želja oziroma potreb in priložnosti, v angleščini temu rečemo desirability, in pa uspešnosti poslovnega modela. Se pravi, če lahko neko določeno rešitev ali pa produkt ali pa prototip prodamo, če zadeva tudi z finančnega vidika pije vodo, in pa feasibility oziroma če imamo možnost, da neko visoko letečo idejo sploh tehnično udejanjimo. In kadar imamo te tri komponente skupaj, takrat lahko govorimo o nekem uspešnem produktu, o neki uspešni rešitvi. Zelo velikokrat se v firmah, ne vem, to zadnjih 10 let ugotavljam, ogromno pozablja na uporabnika. Se pravi, na nek način je to seveda tudi nek hype, ogromno govorimo o uporabniški izkušnji, o customer centricity in tako naprej, ampak presenečeni bi bili, če bi ugotovili, koliko malo pravzaprav tudi vodilni v podjetjih vejo o potrebah in o željah svojih B2B oziroma business-to-business partnerjev ali pa B2C oziroma končnih uporabnikov. Kar se tiče pač uspešnosti poslovnega modela, tukaj stvari niti niso tako problematične, še posebej pa niso, sploh ne v Nemčiji, kjer delujem zadnjih 7-8 let, tako zelo problematične, da pride seveda do German engineeringa oziroma German masterminda, kot temu rečemo. Kaj pravzaprav design thinking je? Vsako podjetje, vsaka agencija, ki ga izvaja, ima neko drugo grafično ponazoritev tega. Nekateri imajo 3 korake, nekateri imajo 8, nekateri imajo pentlje, zanke. Tale ena izmed najbolj bizarnih, kar sem jih našel na internetu. Konec koncev niti ni važno, koliko nekih določenih korakov ima proces, ker konec koncev so pač nekako te glavni mejniki vedno enaki. Se pravi, opazovanje, persona oziroma sinteza, ideacija, brainstorming in pa kasneje testiranje. Jaz še vseeno predstavljam 7 korakov, se pravi, to je neka izpeljanka iz modela Stanforda. Stanford jih ima 5 v Kaliforniji, nemški jih ima 6, jaz sem dodal še implementacijo, ker mislim, da je to bistveno tudi za konec koncev današnji webinar oziroma za današnje predavanje. In sicer se začne z razumevanjem, gre naprej v opazovanje, z sintezo informacij, z ideacijo oziroma brainstorming, prototipiranjem, testiranjem in pa potem raznimi oblikami poslovnih canvasov oziroma pač business canvasov in pa pač vseh procesov, ki sledijo do tega, dokler pač nekega proizvoda ne lansiramo na trg. Zdaj bomo šli korak za korakom, tako da pravzaprav tudi tisti, ki danes o tem poslušate prvič, dobite jasno sliko. To je pač nek pogoj, da bomo lahko potem zapeljali tudi v malenkost bolj poglobljeno razmišljanje pa celotno analizo v drugem delu. Tako tisti, ki ste to že slišali, ki ste o tem že brali, ki to že počnete, mogoče v vsakdanjem življenju,
bo mogoče to malenkost manj zanimivo, ampak ker je empatija ena izmed glavnih stvari, ki jo učimo v design thinkingu in pa pač v metodah inovacije, potem jasno pač moramo biti prvi med enakimi in nekako na, na vago postaviti seveda tudi tiste, ki mogoče niste ravno sorodni z design thinkingom, da pač se skupaj nekako malo uravnovesimo in pridemo do nekega splošnega razumevanja, kaj design thinking pravzaprav je. Pri razumevanju začnemo pravzaprav z raziskavami. Jaz sem kar v angleščini pustil še tole vodilo na levem zgornjem robu, tako si koraki sledijo v angleščini, če boste googlali, oziroma če ste pač to že počeli v tujem jeziku. In zadeva, ki je obarvana rumeno, je tista, katero pač trenutno razlagam oziroma o kateri trenutno govorim. Tudi recimo pri poučevanju metodologij v dizajnu na Anhalti univerzi začnemo vsak semester z enako nalogo. Pred mogoče 2 letoma je bila semestrska naloga Redesign the color blue oziroma redizajnirajmo modro oziroma preoblikujmo modro kot barvo, in tukaj seveda pa študentje niso sploh na začetku vedeli, v katero smer ne grejo. Se pravi, pač zadeva je zelo abstraktna, zadeva je zelo filozofska, če hočete, in raven tukaj pravzaprav imamo ogromno nekega prostora, da lahko začnemo z nekim desk researchom. Na tem mestu se seveda malo opravičujem tudi za kakšne anglizme, ki bodo pač prišli tekom časa. Vem, da je en slajd celo v 3 jezikih, pa vendarle. Skratka, to je pač prva naloga, ki jo počnemo lahko sami, individualno kot člani tima. Recimo, če vzamemo zdaj modro kot ta primer, lahko se izobrazimo po tem, kako se modra recimo pojavlja skozi zgodovino, zakaj je to zadnja barva, ki je bila v bistvu priznana, kako je bilo recimo, ne vem, z modrimi pigmenti, kako je bilo s simbolno vrednostjo modre, zakaj je recimo modra v viktorijanskih časih značilna barva za deklice, medtem ko je danes obratno in tako naprej. Kako se uporablja recimo v politiki, demokrati, republikanci, recimo v Ameriki, to je zadnja stvar, ki je bila mogoče malenkost bolj aktualna v zadnjem času, zakaj je Evropska unija ponavadi v modrih, zakaj je modra barva informacij, sodstva, farmacije in tako naprej. Kako se modra recimo pojavlja v umetnosti od Yves Kleina recimo pa do bizantinskih spomenikov recimo, če gremo v samo umetnostno zgodovino, kako se modra kaže v pop kulturi, kako je z naravo, kako pravzaprav narava rešuje določene probleme, oziroma kako je z inovacijami v recimo podvodnem svetu. Vemo recimo, da je biomikrija ena izmed stvari, ki jo uporabljamo tudi v inovacijah, ko gledamo recimo, kakšni so procesi v naravi, recimo kakšni so razni nakloni, koti, krivine, in jih potem recimo uporabljamo v produktnem oblikovanju, pri recimo zračnih vetrnicah, pri aerodinamiki vozil in tako naprej. To je vse recimo stvar desk researcha. In pa recimo, kako je konec koncev tudi v oblikovanju in tako naprej. Skratka, odvisno od samega izziva oziroma samega challenge, ki ga rešujemo, takrat gremo pravzaprav v raziskavo vseh parametrov, ki so lahko v tem tudi prisotni oziroma umeščeni. In potem pridemo skupaj v timu, ponavadi organiziramo time od 5 do 7 ljudi s coachem in poenotimo razumevanje konteksta. In zato uporabljamo semantično analizo, se pravi, da v samem challenge oziroma v samem problemu podčrtamo ključne besede,
in si potem delimo asociacije, zgodbe, osebne, neosebne, kakorkoli že, da v bistvu ugotovimo, kakšen je ta celoten utrip oziroma puls tima kot takega. V tem segmentu tudi naredimo tako imenovan charrette. To so v bistvu uporabniške skupine, tukaj še ne govorimo o personah, ampak kdo bi recimo lahko bil v tem kontekstu vpet. In tudi naredimo pravzaprav neko mapo deležnikov oziroma stakeholder map. In ena ekipa oziroma en tim mojih študentov je pravzaprav dala v mapo deležnikov oziroma pač v stakeholder map oziroma v potencialne uporabnike slepe ljudi. Zanimalo jih je, kako pravzaprav ljudje, ki nimajo vida, ki so ga izgubili, sploh dojemajo barve, kako se jih spominjajo in tako naprej. In raven v tem seveda tudi poskušamo že predpostavljati, kakšne so njihove težave, tegobe, problemi, in to nam potem seveda služi kot začetek za sestavljanje vprašalnika, ki ga bomo kasneje uporabljali, ko se bomo pogovarjali z deležniki oziroma z userji, kot temu malo štorasto rečemo v angleščini, kadar to uporabljamo v domačem jeziku. In še preden gremo na ulico, kot temu rečemo, preden gremo pač direktno se pogovarjati z uporabniki, opravljamo intervjuje z eksperti. Spravi, zdaj ne govorimo o uporabnikih samih, ampak o ljudeh, ki vejo, ki imajo neko določeno specifično znanje o tem, kar nas pravzaprav zanima. Spravi, recimo, kadar govorimo o slepoti, je najbolj smiselno recimo govoriti z očesnim kirurgom, z nekom recimo, ki pač to počne na dnevni ravni, da recimo razumemo, kaj je razlika med glavkomom odprtega zakotja, na primer pri očeh, ali pa diabetično retinopatijo in tako naprej. Skratka, pač stvari, ki jih kot oblikovalci, kreativci raven ne poznamo, kolikor pač nismo recimo v nekem dnevnem stiku recimo z kirurgi in tako naprej, kar je relativno malo verjetno. In ko pravzaprav razumemo, kaj se dogaja v očeh ali pa kaj se ne dogaja v očeh slepega človeka, takrat seveda tudi razumemo razsežnost obravnavanega problema na nekoliko širši način. In potem je čas, da gremo v opazovanje, oziroma v angleščini temu rečemo observation, in to ponovadi naredimo z intervjujem. Pri intervjujih govorimo o kvalitativnih intervjujih, govorimo o intervjujih, ki trajajo ponovadi recimo 1 uro pa do 1 ure in pol. Ne govorimo o raziskavah, ki so numerično izražene, ki jih recimo dobimo na internetu in tako naprej. Govorimo o qualitative interviews v angleščini. To ponovadi delamo z končnimi uporabniki, kadar imamo recimo challenge oziroma problem, ki ga ravnokar opisujem, recimo z slepimi ljudmi. Seveda v firmah, v podjetjih pa lahko to počnemo tudi z poslovnimi partnerji oziroma business to business, kadar pač podjetje nima končnega uporabnika. Konec koncev pa seveda jasno metode, kot so design thinking, uporabljamo lahko tudi za notranje procese. Temu rečemo B2E oziroma business to employee. In raven pravzaprav design thinking je ena izmed zelo hvaležnih in smiselnih metod, kadar delamo v podjetjih, ki so mogoče malenkost večja, ki imajo vsaj 100 ali pa še bolje, mogoče nad 1000 zaposlenimi, in recimo preverjamo, kakšno je razumevanje novih tendenc, novih pravil, novih vizij in tako naprej. In kaj pravzaprav vsi naši uporabniki, naši sodelavci konec koncev o tem mislijo in kako pravzaprav nagovoriti njihove težave, kadar prihaja do nerazumevanja. Pri tem velja omeniti tako imenovano krivuljo. Na začetku se predstavimo problem,
sprašujemo po konkretnih zgodbah, s tem se ljudje nekoliko lažje odprejo, če lahko temu tako rečem, predvsem, če začnemo z negativnimi zgodbami. Recimo vprašamo, kdaj je bil zadnji moment, ki se ga lahko spomnijo, da so recimo, ne vem, če zdaj uporabljamo analogijo z spletnim nakupovanjem, kdaj so nazadnje doživeli slabo izkušnjo s spletnim nakupovanjem, ali pa recimo, kdaj so nazadnje kupili nekaj po internetu, kar so kasneje priporočili kakšnemu od svojih sodelavcev, prijateljev in tako naprej. In to je seveda trenutek, ko začnemo iskati neke emocije oziroma pač neke prave pain points oziroma probleme. Zdaj sem omenil seveda nek zelo banalen primer, nekaj zelo preprostega, kot je online shopping, kadar gremo recimo v območje zdravstvenih problemov, bolezni, smrti konec koncev. Takrat so to seveda nekoliko bolj boleče teme in moramo seveda temu pristopiti nekoliko bolj empatično in pa jasno profesionalno. Eden izmed mojih semestrov na fakulteti je bil tudi, da smo preoblikovali smrt in umiranje. In seveda študenti so se ogromno naučili s tem, ko so recimo šli v hospic, ko so šli celo v otroški hospic, ko so govorili z medicinskimi sestrami, z osebjem, s pacienti in tako naprej. In takrat pravzaprav lahko ob teh zgodbah pravzaprav zelo hitro izluščimo, kaj so pravzaprav težave, problemi, in pa tisto, kar je pač potem kasneje treba rešiti z inovativnimi rešitvami. Kar je zelo značilno za te intervjuje, zato seveda govorim o krivulji, je, da se proti koncu intervjuja zelo pogosto zgodi, da ljudje negirajo tisto, kar so rekli na začetku. Se pravi, če gremo v firmo, kjer delam zadnjih 5 let, pri Fizmanu, mi smo ogromna firma z 12 zaposlenimi in vse se vrti okrog digitalizacije, okrog robotizacije, okrog procesov, o tem bom govoril nekoliko kasneje. In če našega povprečnega zaposlenega vprašate, kaj si misli o digitalizaciji, kaj si misli o novih procesih, boste na začetku intervjuja dobili odgovore, ki so več ali manj zelo podobni in zelo enaki. To je stvar, ki se je treba lotiti, če tako rečejo lastniki, mi smo seveda družinska firma, se pravi, da je pač celotna ta retorika nekoliko bolj emocionalna, če to rečejo lastniki, če to reče družina, če rečem po slovensko, potem je to seveda jasno za nas dobro, firma je vedno stala dobro in kakršnakoli nova rešitev je avtomatsko seveda smiselna. Proti koncu intervjuja pa v bistvu ugotovite, da je prisoten strah, da se ljudje bojijo za lastna delovna mesta, zato da jih bo pač nadomestil robot, da jih bo nadomestil, če ne robot, pa mogoče nekdo mlajši, ki je pač nekako bolj tech-savvy oziroma se nekako bolj razume na tehnologijo in tako naprej. In takrat v bistvu ugotovite, da imamo malo več problemov, kot smo na začetku mislili. In ravno zaradi tega uporabljamo enourne, 1,5-urne intervjuje, da nekako iz tiste zadnje polovice, zadnjih 15 minut izluščimo, kaj so pravzaprav resnični problemi. Če vas zanima, koliko ljudi potrebujemo vprašati, da dobimo nek vzorec, je odgovor nekje med 5 in 10. Skratka, pri približno 6-7 ljudeh že vidite, recimo, kje so neki določeni vzorci, kje so stvari, ki kličejo po spremembah, kje so neke določene stvari, ki bi lahko bile nek pain point. Seveda, če imate pa neke zelo radikalne odgovore, se morate pa seveda kot user researcher oziroma kot raziskovalec uporabniške izkušnje odločiti, ali je to pač neko naključje, ali pa greste to recimo kasneje validirati potem z kvalitativnimi raziskavami. Ena oblika seveda so tudi fokusne skupine.
O tem bom tudi govoril malo kasneje, se pravi, to ni več intervju 1 na 1, ker imate pač enega intervjuvanca in pa enega raziskovalca oziroma user researcherja, ampak imate recimo skupino 5-6 ljudi, ki mora biti zelo previdno izbrana preko rekruterjev, ker imate nekoga, ki recimo je zelo močen v svojem mnenju in zelo vpliva na mnenje drugih, in potem recimo z moderatorjem za neko steno, ker vas recimo pač ne morejo videti, z user researcherji opazujete, kakšna je dinamika. In potem recimo tudi sugerirate tistemu, ki vodi pogovor, v katero smer naj zapelje in tako naprej. To zveni skoraj, kot da bi gledali kakšno kriminalno serijo, ampak dober user research z dobrimi fokusnimi skupinami se dejansko izvaja na način, da je vedno recimo vsaj še enkrat toliko ljudi, kot jih je v sobi zadaj za steklom in opazuje, kakšna je pravzaprav dinamika. Če je možno, seveda opazujemo in delamo intervjuje v izvirnem okolju, zato ker veliko bolj razumemo pozicijo intervjuvanca. Vidimo recimo tudi, kakšni so tako imenovani workarounds, kako ljudje rešijo neke določene probleme sami. Zdaj recimo najbolj banalen primer, ki nima veze z primerom o slepoti, je, kako pravzaprav rešimo način, našo potrebo po spletni varnosti, da recimo z nekim celotekom s post-itom ali s čimrkoli prelepimo kamero na našem računalniku, to je tipičen workaround. Ali pa recimo, če pomislite recimo na en novo oblikovani park in imate pravokotno zasnovane pešpoti, potem začnejo ljudje hoditi diagonalno in s tem ustvarjajo pač neko bližnjico, ker pač je popolnoma nesmiselno, da hodimo v kotu 90 stopinj, in to je recimo tudi nek workaround. Skratka, lahko se kar nekaj naučimo s tem, ko opazujemo, kako ljudje rešujejo hote ali pa nehote neke določene probleme. In pa tudi seveda večja kredibilnost odgovorov intervjuvanca je, kadar je pač intervjuvan v poznanih okoliščinah. Se pravi, če ljudi pripeljete v nek sterilen prostor izven njihovega okolja, ali pa recimo okolje, kjer se trenutno nahajajo in katerega so mogoče že malenkost spoznali, recimo, da so tam vsaj 2-3 dni, če govorimo recimo o bolnicah in tako naprej, potem lahko ugotovimo, da so nekoliko bolj široki v svojih izjavah, kot pa če se več iztrgate iz tega konteksta, sploh kadar govorimo o starejših ljudeh in sploh kadar govorimo recimo o otrocih. Shadowing is allowed, torej pač veliko se naučimo, ko opazujemo ljudi, kako se gibljejo po prostoru, sploh recimo ravnokar sem omenil, kako je z otroki. Recimo delali smo projekte, ko nas je zanimalo, kako otroci doživljajo kreativnost, in en tak primer je, da recimo greste v neko trgovino v času, ko seveda je to mogoče, za otroškimi igračami recimo opazujete, kako se 3-letniki gibajo v prostoru, kakšne teksture jih privlačijo, kakšni zvoki jih privlačijo, kakšne barve jih privlačijo in tako naprej. Seveda zadeva lahko tudi zveni malo creepy, tako da pač je treba preudarno s tem, kako izvajate shadowing, in pa seveda tudi, če za to potrebujete neko določeno pravno soglasje, sploh kadar pride recimo do raziskovanja v kakšnih trgovinah in kaj podobnega. Ko se vrnemo iz intervjujev, ko se vrnemo iz terena, kot temu rečemo, je čas za sintezo. In temu pravzaprav rečemo tudi ustvarjanje persone oziroma grajenje persone. Obstajajo razlike med personami v kreativnih metodologijah in pa personami v marketingu. V marketingu gre mogoče nekoliko bolj za demografijo, medtem ko smo pri design thinkingu nekoliko bolj osredotočeni na celoten emocionalni proces in pa tisto seveda, kar generira neke določene probleme.
In takrat ciljamo na različne uporabniške skupine, ampak uporabniška skupina seveda ni isto kot persona. Uporabniška skupina so recimo, če govorimo zopet o slepoti, ljudje, ki so izgubili vid nad 50 letom starosti. In znotraj tega imate seveda persone, ki so to recimo izgubile zaradi sladkorne bolezni, in imate persone, ki so vid izgubile zaradi delovne nesreče. Imate persone, ki se bližajo 90. letu, in pa imate persone, ki se bližajo 65. letu. Skratka, sama uporabniška skupina vam še ne definira persone kot take. In potreba, oziroma pač tisti pain point, kot mu rečemo, ki ste ga opazili preko intervjujev, je tisto, kar pač seveda je glavna lastnost in glaven steber persone, in to seveda potem validiramo s citati. Za vse tiste, ki začenjate z uporabniškimi raziskavami v svojih podjetjih, v svojem delovnem okolju, citati so izredno hvaležna zadeva. Zato, ker se pogosto kasneje pri validaciji, sploh kadar potrebujete recimo neka določena sredstva za to, da se vaš projekt izpelje, zelo hitro pojavi konflikt med tem, kaj misli management o svojih uporabnikih in kaj uporabniki dejansko pravijo sami o sebi. In če imate citate, če je to posneto, če imate pač nek dokaz, je to tisto, kar pač je vedno v vašem žepu. Joker, ki ga vedno lahko izvlečete. Tako da pač, če imate možnost, poskušajte kar se da dosledno dokumentirati izjave pri user researchu. Namen persone je izluščiti bistveno iz opazovanja. In predvidevanje je popolnoma okej. V fazi testiranja se bo pač kasneje izkazalo, ali so bile naše predpostavke utemeljene ali ne. Na tem mestu nimate nič drugega, pogosto nimate nič drugega kot neko vašo lastno presojo, tako imenovani gut feeling. Tega ne rabite validirati takoj, in to je zanimivo z design thinkinga. Mi gremo vedno zelo hitro skozi celoten proces in se potem vračamo nazaj, ko recimo ugotovimo, da celotna rešitev ni ustrezna ali kaj podobnega. In to je mogoče ena izmed glavnih značilnosti tako design sprinta kot design thinkinga, da gremo pač na dnevni ravni skozi en ali pa dva koraka celo, da naredimo celoten proces v 2-3 dneh in potem to ponavljamo z iteracijo. V design thinkingu pogosto iščemo skrajne uporabnike. In kaj je tisto, kar dela uporabnika oziroma userja skrajnega? Ena komponenta je recimo starost, se pravi izredno mladi ljudje, ljudje v visoki starosti. Potem recimo kondicija, nekdo v izredno dobri kondiciji in nekdo z oteženim gibanjem iz bilo kakšnih razlogov. Tehnika, ali so ljudje tako imenovani early adopterji, ali so late adopterji, ali so to ljudje, ki pač čakajo v vrsti 72 ur za novi iPhone, ali so to ljudje, ki ne vejo točno, kaj je to aplikacija. In pa seveda so tudi neke druge stvari, ki jih lahko jasno glede na vaš kontekst postavljate v določen razmah, recimo, ali je to zdaj nekdo, ki je ekoadvokat, ali je nekdo, ki se recimo, ki je zelo močen v samem naslavljanju političnih tem, recimo. To je ena izmed izredno zanimivih stvari, kadar govorimo o tem, kaj soustvarja javno mnenje. To je tisto, o čemer sem pregovoril recimo v fokusnih skupinah. In delali smo recimo projekt demokracije v Nemčiji in ravno tukaj so bili skrajni uporabniki izredno zanimivi. Zakaj? Zato, ker skrajni uporabniki zelo pogosto na glas izrečejo tisto, kar si večina, ki je nekje v tem
območju množice ali pa pač večine ne upa jasno izraziti. Recimo v Nemčiji vemo, da je veliko več volivcev alternative za Nemčijo oziroma tako imenovanega AfD-ja, kot jih o tem javno govori. In nas je pravzaprav zanimalo, kaj je tisti tihi glas večine. In če recimo poznate načela skrajnežev, potem se lahko ravnate po tem in predvidevate, v katero smer in zakaj se nagibajo tisti, ki svojega glasu ne izražajo jasno in glasno. To je tako imenovani slajd s 3 jeziki. Tale Achtung je tukaj malo bolj za šalo kot zares. Persona ni samo demografski vzorec. In to je tisto, kar je največja napaka in kar se najbolj pogosto dogaja v user researchu in zakaj so pravzaprav zelo pogosto user research raziskave napačne oziroma napačno vrednotene. Če pogledamo recimo ta dva človeka, te dve personi, gre pravzaprav za čisti copy-paste teksta iz leve na desno oziroma obratno. Oba sta Angleža, oba dvakrat poročena, oba z 2 otrokoma, oba uspešna v poslu, oba bogata, oba celo preživljata zime v Alpah, mogoče ne letošnje, pa vendarle. Oba imata rada pse, ampak ko gremo v analizo, ugotovimo, da so to pravzaprav dva popolnoma različna človeka. Eden je Prince Charles in drugi je Prince Osborne, the Prince of Darkness. Za vse tiste, ki bežno poznate tega na levi in ne veste točno, kdo je na desni, potem vam lahko samo čestitam za vašo mladost. Za vse ostale pa vemo, kdo Ozzy Osborne je, pa potem seveda tudi za zrelost, če lahko temu tako rečem. Ampak moji študenti, recimo tisti, ki so po 20 leti, nimajo pojma, kdo Ozzy Osborne pravzaprav je. Tako da pač ta joke, če lahko temu tako rečem, pri njih ne vzdrži. Ko vemo točno, pač, kaj je problem, kaj je treba nasloviti, gremo v brainstorming oziroma v tako imenovano ideacijo. In kot je dvojni Nobelov nagrajenec Linus Pauling dejal, the best way to get a good idea is to get a lot of ideas. In to je tisto, pač, kar poskušamo pri design thinkingu vendarle, kar se da široko podpreti, in zato so pravzaprav zato je Google poln slik z post-iti in tako naprej. In tukaj pravzaprav gremo z tihim brainstormingom, z fizičnim brainstormingom, z obskurnimi predmeti, se pravi, pač damo nek predmet tistemu, ki išče ideje, v roke in njegov recimo otip ali pa funkcija ali pa kaj podobnega lahko potem služi kot most za nove ideje, za nove koncepte. In recimo obstaja še kakšnih 15 drugih metod, recimo zanimiva je reverse brainstorming, kjer iščemo anti-ideje in potem iz tistih najbolj obskurnih idej seveda oblikujemo pozitivne ideje in tako naprej. Skratka pač recimo 50-60 idej na udeleženca na seanso je tisto, kar pač načeloma pričakujemo. Na začetku so ideje zelo splošne, generične, celo banalne, ampak potem, ko to ponavljate recimo kakšno uro in pol, ko so ljudje že nekoliko izmučeni, takrat seveda prihajajo na plan najbolj zanimive, najbolj včasih tudi obskurne ideje, ki pa potem seveda, ko jih reduciramo na nekaj malo bolj z nekim potencialom, da se lahko pač pravzaprav lahko tudi izvajajo, še vedno recimo hranijo neko svojo inovativnost v sebi. Tukaj imamo ene par pravil, spravi, če delamo v opazovanju oziroma v brainstormingu kvaliteto, potem v researchu delamo kvaliteto, potem v brainstormingu delamo kvantiteto, skratka pač več je več.
Predarni smo s kritiko, kadar pač svoje ideje predstavlja nekdo drug, prav tako smo pravzaprav se ne sramujemo svojih idej. Velja, da opolnomočimo kreativne ideje, da nadgrajujemo ideje drugega, da ostajamo osredotočeni na temo, da skiciramo, in pa seveda tudi, ko pride do svoje najboljše ideje, če ni izglasovana, če ni tista, ki jo tim izbere, čeprav se vam zdi, da je pač najboljša, zato ker je konec koncev vaša, je čas, ko se pač treba od te ideje posloviti in izbrati kako drugo. In to je sploh v managementu, to je sploh, kadar imate recimo neke CEO-je in tako naprej v timih, kar velik problem, ker so ti ljudje ponavadi navajeni tega, da pač se ljudje z njimi strinjajo, da so njihove ideje apropo ideje, včasih mogoče celo zgolj kakšne misli najboljše in ponavadi pač se je to vrednotenje na koncu malo boleče, kadar pač imate izrazito hierarhijo v podjetjih. Ko izberemo 2, 3 najboljše ideje, ponavadi prva, tista, ki dobi največ glasov, ni najboljša, tako da pač neka skrivnost, če lahko delim, je ta, da druga ali tretja ideja, ki ste izbrani, sta ponavadi tisti, ki boste na koncu tudi validirani s strani uporabnika, prva ponavadi ne. Takrat je čas, da gremo prototipirati. In celotna želja ali pa celotna ideja za tem je, da pač ustvarimo neko idejo fizično, se pravi, da dobi neko svojo haptičnost. In pravzaprav prototipiranje ni zgolj za oblikovalce, je razmišljanje z rokami za vse. In tukaj lahko seveda uporabljamo software, lahko uporabljamo pač materiale za oziroma pač razne appe za hitro prototipiranje, recimo InVision ali pa Marble app ali pa kaj podobnega. Seveda pa največkrat delamo kar haptično, se pravi delamo kar z 3D materiali, delamo s papirji, škarjami in tako naprej, tudi če gre jasno za nek software oziroma če gre za neko digitalno rešitev ali pa konec koncev, če gre za nek experience oziroma za neko storitev oziroma izkušnjo. Zakaj? Kot prvo pač poskušamo ustvariti tako imenovani icebreaker, se pravi naslednja stopnja, ki jo vidite, bo testiranje, in če pridemo seveda do nekoga z nečim, kar je fizično, potem seveda se celotna debata oziroma celoten pogovor malo hitreje razvije. Želimo tudi napraviti, da je bolj razumljivo v procesu testiranja in pa, kar je bistveno, pridobivamo nove ideje skozi prototipiranje. Skratka, ko pač gradimo, ko delamo, takrat se ponavadi rodi še kakšna ideja, ki pride zraven, in pa jasno, ta neka osnovna, tudi z oblikovanja, to najverjetneje večina oblikovalcev pozna, naloga je, da odkrivamo kritične točke v samem prototipu. Simple is the best, torej poskušamo ustvarjati z neko preprostostjo. In zadeva dejansko včasih izgleda kot nek otroški vrtec za odrasle, raven iz tega mogoče pride ta moja kritičnost do design thinkinga na začetku. To je samo en segment, kjer damo ljudem pač razne mogoče včasih celo malo otročje izgledajoče stvari, s katerimi potem lahko delajo, ni pa to bistvena stvar. Tudi z leti recimo, tudi pri nas pri Fizmanu in na splošno pač nekako reduciramo število stvari, ki jih dajemo ljudem, s katerimi prototipirajo, konec koncev zato, ker pač nočemo uporabljati več in več plastike, ki potem vedno konča v smeteh, ko je prototip testiran, ampak konec koncev tudi zato, ker lahko z bolj preprostimi materiali ponazorimo vse, sploh kadar gre za digitalno verzijo. In pa forma ne sledi vedno funkciji. Kaj mislim s tem? Če recimo lahko želite pač dobiti nek feedback, recimo znotraj nekega podjetja, lahko zato tudi uporabite recimo stol in preko stola recimo
pokažete neke hierarhične nivoje in rečete, recimo, ne vem, na vrhu je pač top management, spodaj je produkcija in tako naprej, in potem razlagate recimo vašo novo rešitev, demokratizacijo odločitev preko tega. In kdorkoli bo z vami testiral, ne bo rekel, ne, pač to pa ni naše podjetje, to je stol. Če boste človeku podali, iz kakšnega konteksta naj stvar bere, potem seveda bodo ljudje tako razumeli in pač vam ne bojo seveda oponirali na ta način. In tukaj pravzaprav ni nobene stvari, ki se je ne da prototipirati. In če bi zdaj bila to neka recimo debata v živo, potem bi vas vprašal, kaj to pravzaprav je. Tako vam, da prihranim nekaj časa, lahko povem. To je ponazoritev, nekaj zelo podobnega, kot sem ravnokar omenil s tem stolom, čisto po naključju. Ponazoritev, kako so v firmi z 12.000 zaposlenimi vzpostavljeni komunikacijski kanali. In očitno, tega je že kar nekaj let, očitno se je kolegica tako odločila, da bo z rdečo ponazorila tiste, ki so kritične, s tem klinčkom, ne vem točno kaj, ampak ko je razlagala, je bilo seveda ljudem, ki so to poslušali, popolnoma jasno. Nihče ni rekel, ne, to so neki trakciji, to so neke čudne barve, ampak vsi so razumeli, aha, rumena je finančni oddelek, rdeča je marketing, modra je research and development. Ok. Skratka, gre zgolj za to, da pač uporabite nekaj, da si uporabnik, komu to seveda razlagate, lahko lažje predstavlja, kakšna vaša rešitev kasneje je. In potem gremo v testiranje. Spravi, imamo prototip, imamo rešitev in to je pravzaprav čas, ko gremo izven svojega mehurčka, če lahko tako rečem, tega nisem šel prevajati, ker bi zmenilo precej bizarno. Ampak to je tisti prvi test, ko ugotovimo, če smo sploh še usklajeni s prvotnim izzivom, ki ga moramo rešiti, in pa seveda s tisto potrebo, ki smo jo generirali iz tega. Zelo pogosto se namreč zgodi, da nas v celotnem procesu malo zanese. Kakšna ideja se nam zdi zabavna, kakšna ideja se nam zdi izredno dobra, malo pozabljamo, da pravzaprav niti ne odgovarja več tistemu prvemu problemu, ki smo ga ugotovili, pa ki smo ga zaznali. In potem seveda, ko testiramo, ugotovimo, da ni nobenega buy-ina oziroma pač da zadeva preprosto ne drži vode. In to je seveda ena izmed glavnih lastnosti testiranja. Da vidimo, če je tako imenovani darling res the best, če je res najboljša rešitev, tista, za katero pač smo porabili največ glasov. Ali smo res rešili problem uporabnika, to je tudi možnost, da se naučimo, kako pravzaprav se občuti padec, tisto, kar pač oziroma failure. In to je načeloma nekaj, o čemer firme kar pogosto govorijo zadnje čase, ampak vsaj v Nemčiji, vsaj pri nas, je to še izredno v povojih, še vedno skrivamo, kadar se stvari ponesrečijo, še vedno pač ne delimo odprto svojih neuspehov in tako naprej. Ampak seveda je drugače, če doživite nek neuspeh, potem ko ste lansirali zadevo na trg, ki se je razvijala mogoče leto ali dve, z timom ali dvema, za toliko in toliko tisoč evri, ki so šli pač za razvoj, brez da bi se zadeva validirala v svojem konceptu. Ali pa če recimo se vam zadeva ponesreči po 2 do 3 dnevnem workshopu. In raven to je pač spet ta neka glavna kvaliteta design thinkinga oziroma sprintov, da zadevo lahko zelo hitro preverite. In pa seveda jasno, to je idealno izhodišče za iteracijo oziroma za ponovitev. Feedback jasno šteje. Opazujemo, kako ljudje delajo s stvarmi, kako rokujejo s prototipi, kako rokujejo z aplikacijami, ki smo jih razvili in tako naprej. 20% namenimo, da zadevo predstavimo, in 80%, da poslušamo, kaj pravzaprav dobimo v zameno, kakšen je feedback, kar se da hitro in jedrnato zadevo predstavimo, in pa seveda ne izvajamo elevator pitcha, ker seveda ne želimo ničesar prodati. To ni board, to ni management board, ampak to je naš uporabnik, ki ne bi zadevo seveda kasneje uporabljal. In ravno
Zato je včasih problematično, da ljudje, ki so določeno idejo razvili, jo prototipirali, istočasno testirajo. Zato pri večjih projektih ponovadi zato uporabimo agencije, da zares nekako razvijajo neko objektivno gledišče in pa seveda smo spet tisti, ki smo zgolj za šipo, ne pa tisti, ki smo v prvi vrsti in sprašujemo uporabnike. Tako, če še enkrat ponovim, to je nekako ta osnovna teoretska analiza design thinkinga, mi pa smo seveda to nekoliko spremenili. Se pravi, tukaj nimamo več razumevanja, nimamo več opazovanja in tako naprej, ampak delamo najprej s personami, skratka razvijamo persone za celotno organizacijo, v mojem primeru 12,000 ljudi. Potem seveda to postavimo v nek določen čas, ali je to sedanjost ali je to prihodnost, v nek določen kontekst, kjer se recimo stvari ne bodo radikalno spreminjale ali pa kjer se stvari bodo radikalno spreminjale. In ko seveda to serviramo ljudem, ki delajo v nekem določenem oddelku, z njimi potem iščemo ideje, prototipiramo, testiramo in zopet gremo v implementacijo. In raven pravzaprav ta čas in kontekst sta nas najbolj presenetila ravno v času covida. Mi smo verjeli, da se bodo naši uporabniki začeli drugače vesti, da bodo njihove vrednote drugačne, mogoče čez 5, 6, tam nekje do 10 let, pa smo kar hitro ugotovili, da se zadeve lahko spremeni že čez noč, dobesedno čez noč. In s tem seveda tudi kontekst. In to je mogoče ena izmed zanimivih analogij, ki jo uporabljamo, in sicer kaj naredijo ljudje, ko se izgubijo v gozdu, se pravi, ko pride do neke panične situacije. In kar je zanimivo, je, da določeni ljudje enostavno sedijo in čakajo, da jih kdo pride rešiti. Določeni ljudje poskušajo iti nazaj po stopinjah ali pa se pač v smeri, po kateri so prišli, se pravi, da se pač nekako vračajo v stanje pred krizo. Govorim seveda jasno o analogiji. Potem so pa še ljudje, ki seveda to izkoristijo kot neko priložnost, kar je pa najverjetneje ne nujno tudi najboljša ideja. Obstaja določeno število ljudi, ki se, kadar se izgubijo v gozdu, začnejo enostavno teči in grejo samo naravnost, brez gledanja levo in desno. In ko so enkrat izčrpani, se enostavno sesedejo. In to so ljudje, ki jih pač tudi reševalci najkasneje najdejo, ker so popolnoma izven tega kroga, kjer iščejo. In ravno tukaj pravzaprav zdaj poskušamo analizirati tudi pri nas v naših vrstah pri Fizmanu, kjer delam, kako se pravzaprav naši uporabniki odzivajo na spremembe, kako se konec koncev tudi naši zaposleni odzivajo na spremembe delovnega konteksta, na to, da pač so recimo na zmanjšavah plač in tako naprej. Temu rečemo v nemščini Kurzarbeit, in kako recimo še vedno lahko pričakujemo od njih nek commitment, motivacijo in tako naprej. Skratka, kadar se zgodi neka sprememba, takrat se vprašamo, kaj zdaj in kaj pravzaprav iz tega sledi. Včasih so stvari jasne, če ste recimo stari 25 let, če se nameravate naslednje leto poročiti, potem je jasno, da pač se boste najbrž v neki točki odselili od svoje družine, kakorkoli, da boste zaživeli s svojim partnerjem in tako naprej. Tako da pač v tem primeru to niti ni pretirano stresno. Problem nastane seveda, kadar so okoliščine nejasne in kadar ne moremo predvideti, kaj pravzaprav se bo v prihodnosti dogajalo, in iz tega najverjetneje sledi nek šok in iz tega šoka seveda tudi pride do nekega določenega strahu. In strah vodi v izgubljenost, v distrakcijo, v obup. In pri nas v firmi uporabljamo design thinking precej pospešeno, zopet in spet, ravno v tem času, ko želimo, da ljudje ne zapadejo v fazo strahu, temveč grejo v fazo zvedavosti, kaj lahko jim pravzaprav ta sprememba prinese, da iz tega razvijajo neko določeno upanje, in to je tisto, kar lahko tudi privede do novih idej, do odkrivanja, do eksperimentiranja, do kreativnosti
in do novih želja, tako imenovani resilience. In ravno to je tisto, pač, o čemer vsaj pri nas v Fizmanu trenutno najbolj teče beseda, kako lahko kreativne tehnike, kako lahko kreativno mišljenje uporabimo za to, da v ljudeh pravzaprav proizvedemo, pa vzbudimo spet nek creative confidence oziroma neko kreativno samozavest. Pogoji pri design thinkingu so relativno jasni. Potrebujete metodologijo, to, o čemer sem govoril skoraj zadnjo uro, in pa za to potrebujete jasno tudi nek določen prostor, in pa tim. Se pravi, prostor ne rabi biti zopet nek innovation theater, zgolj pač neko drugo občutenje, kot je to neka dnevna pisarna, v kateri so zaposleni vsak dan. Seveda jasno, govorimo tudi o Miru, govorimo o Mural in ostalih softverjih, ki danes nadomeščajo pač fizične borde, in pa seveda pač nek tim, ki prinaša neko določeno diverziteto in pa jasno pač tudi neko določeno znanje, pri katerem na koncu pride do sinteze. Celoten namen design thinkinga ni, da iz znanih potreb gradimo znane rešitve. To so stvari, ki jih načeloma lahko počnemo brez kakršnihkoli metodologij. Niti ni toliko, da iz znanih potreb iščemo neznane rešitve. To je sicer nekoliko bolje, ampak dejansko, kar počnemo v design thinkingu, je, da iz neznanih potreb, še preden se jih ljudje zavejo, ustvarjamo neznane rešitve. In to je pač tisto, kar je mogoče kar najbolj oriše metodologijo design thinkinga. Sem že skoraj na koncu in v bistvu ugotovil sem, da pravzaprav nisem imel še nobenega citata, in nikoli ni napačno, če date gor kakšnega Alberta Einsteina, čeprav pač on sploh tega načeloma ne bi rekel, pa vendarle gre za smiselno misel, da če bi imel 1 uro, da reši svet, bi večino časa porabil za analizo problema in zgolj nekaj malega za rešitev. In ravno to je tisto, kar pri design thinkingu najbolj poudarjamo. Da ljudje ne grejo takoj v rešitve, da ne nabirajo iz tega lastnega območja kreativnosti, ampak da najprej vzpostavijo nek odnos z uporabnikom, generirajo probleme, generirajo rešitve in potem šele kasneje iščejo ideje.